Nedelja v Zavrču. Po Rubinu je bilo na sporedu nepredvidljivo gostovanje ob meji s Hrvaško, kjer je bilo živahno že od popoldanskih ur. Gledalci so v srednjo tribuno zasedli uro pred začetkom tekme, hitro je zmanjkalo prostih mest še na montažni in nato so se zbrani nagnetli povsod ob igrišču. Najbolj vztrajni med 2000 glavo množico so si pogled na zelenico poiskali kar s ceste. Redki so takšni prizori v slovenskem prvenstvu in nogometni praznik v domovanju ambicioznega novega prvoligaša ni mogel miniti brez pestrega dogajanja na igrišču. Gostovanje v Zavrču bo pomnil Pablo Čepelini, ki je prvič na uradni tekmi oblekel vijoličasto majico. Uvodni trenutki pa niso napovedovali poraznega razpleta. Prva obetavna situacija pred domačim golom. Filipović je opazil, da je Milec ostal neoviran na desni strani. Sledila je njegova natančna podaja do Mendija, ki je bil na robu kazenskega prostora hitrejši pri žogi kot pa vratar Fink, toda zmanjkalo je nekaj centimetrov za natančnejši udarec. Tudi v drugo v glavni vlogi Mendi. Tokrat je žogo spravil v mrežo, ni pa se mogel veseliti zadetka. Med bojem za žogo je bil označen prekršek, odločitev, ki je izzvala začudenje. Ne bih želio komentirati suca, ali malo su mi nejasne ove procjene bile oko kriterija dosuđivanja prekršaja. Kažu svi da je taj gol bio regularan. Mislim da utakmica odlučena prvo poluvrijeme, nismo iskoristili svoju prvu šansu koju je imao Mendi, nakon toga smo čak i dali gol, ali eto, ne znam s kojih razloga nije priznat. Primili smo gol iz prekida i taj gol jednostavno usmjerio utakmicu. Potem pa trenutek veselja med domačimi navijači in kot se je kasneje izkazalo, gol odločitve. Z golom za 1:0 v 16. minuti Rajčević je ustavil prodor Golubarja, sodnik Juk je dosodil prekršek in pokazal rumeni karton. Prosti strel z leve strani je izvajal Šafarić. Handanović je žogo na kratko odbil, Murko pa se je takoj odzval in jo z glavo spravil čez golovo črto. Navdušenje v domačem taboru in dodatna spodbuda za zagnano igro. Gostitelji so naslednjič zapretili iz protinapada. Udarec Kurbusa je ukrotil Handanović. Z mariborske strani se je začelo iskanje poti do izenačenja, prostor za udarec si je priboril Trajkovski, a je vratar Fink žogo odbil v kot. Pestro dogajanje v prvem polčasu so zaokrožili domači nogometaši. Po uspešni akciji je Matjašič prišel do soočenja z vratarjem, Handanović pa je z uspešnim posredovanjem postal zmagovalec dvoboja. V nadaljevanju akcije je sledil še poskus Kelensa v obrambni blok. Za novo energijo v nadaljevanju tekme je najprej vstopil v igro Črnic, nato drug za drugim še Tavares in Fajić. Toda prvega poraza v letošnjem prvenstvu ni šlo preprečiti. Domači nogometaši so z bojevito predstavo ustavljali napade. Med poskusi, kako priti do izenačenja, je v prostem strelu Cvijanović nameril čez gol. Završalo je na drugi strani, ko se je Kelenc znašel v obetavnem položaju, toda Handanović je bil uspešnejši. Rezultat se več ni spremenil, tudi po zadnjih poskusih vijoličaste čete je ostalo 1:0. V končnici je Cvijanović z uporabno podajo po tleh našel Fajića, ki mu v poskusu preigravanja ni uspelo priti do položaja za udarec. Spremembe ni prineslo niti sodelovanje Cvijanovića in Boharja. Vratar Fink je preprečil izenačenje in iz Zavrča se je ekipa vrnila brez točk. Sigurno je to za nas zdaj en zelo boleč poraz. Tudi drugi zaporedni, šta gledamo, sicer ne v prvenstvu, ampak vseeno. Želeli smo zmagati, ampak vedeli smo, da bo težko. Dosti ekip iz prve lige tu točke že izgubljalo. Ampak ne vem, vseeno to ne sme biti neki izgovor. Gremo naprej, še vedno smo prvi na lestvici, celo s tekmo manj. Jaz verjamem, da bomo že v sredo pokazali drugačen obraz in zmagali ter povečali prednost. Časa za razmišljanje o porazu ne bo veliko. Zgoščen septembrski ritem se nadaljuje. Že v sredo je priložnost za popravni izpit na domačem igrišču. V Ljudskem vrtu gostuje velenjski Rudar.